No, lepo pozdravljeni, pa pokažemo nekaj lepih utrinkov iz naše znamenite prestolnice. To morate vedeti, da je tukaj dovoljeno le za kolesarje in pešce, zato si ne omišljate, da bi se tle vozili z avtomobilom. No, to je področje v progi Ljubljana-Maribor in seveda pol naprej proti Madžarski. Tisti progi Hodoš, ki so gradili kar nekaj časa. No in tukaj so na levi strani vrtički naših meščanov, ki tako zase in svoje družine pridelajo nekaj prepotrebne zelenjave, da lahko preživijo z vrhunskimi plačami, ki jih prejemajo. No, to je tole. Morate priznati, da so res lepi vrtovi. Včeraj smo sodelovali na protestu javnih uslužbencev, ki tudi nimajo visokih plač, vse tisti v najnižjih razredih. Oni v najvišjih, recimo direktorji zdravstvenih zavodov, pa imajo krepko čez 9000. Tisti zagotovo tukaj ne bi imeli vrtov. No, tako je to. Slišite vlak, ki pelje proti Ljubljani iz Maribora. No in tu je eno od razpadajočih vrtičkov, ki pa ima tudi med drugim vse pripravljeno za peko stvari na ražnju. Res morate priznati, da je pri nas v Ljubljani, ki je najlepša prestolnica na svetu, prijazno, lepo in urejeno. Zato vabljeni iz drugih krajev, da si tudi to ogledate, ko pridete v Ljubljano in ne samo center mesta, za katerega župan trdi, da je to del njegovega dosežka, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. No, poglejte tole, res vrhunski vrtički. Tako je pač. Ljubljana je lepo. Seveda, če ste v središču mesta, če pa ste izven Ljubljane, je cirka 2,5 km, pa doživite to, kar vidite tukaj. Tako mimogrede, samo da veste, kako je v naši prestolnici res lepo. No, tu je ograja, ki deli to pešpot, oziroma kolesarsko stezo od železnic. Vidite, res urejena. Predsednik uprave Slovenskih železnic, gospod Mes, vedno poskrbi, da lahko prestopimo progo, kadar želimo, in da je ta ograja res lepo urejena. No, pa recite, da nismo organizirana država. Politiki, levi in desni, oni spodaj in zgoraj se hodujejo, da bi nam Madžari pomagali, in če bi Madžari vedeli, kako neorganizirano podjetje so Slovenske železnice, bi resno razmislili, bodo dali denar za skupni projekt drugega tira. Mi pa vpijemo, da nas oni želijo pokrasti.
Vidite, to je del Ljubljane, ki prav tako sodi na področje tako imenovanega najlepšega dela, najlepšega mesta na svetu. In župan Janković seveda redko zaide tod mimo, njegovi podaniki pa prav tako. Končajmo morda s pogledom na moste, ki mimogrede sodi v področje Ljubljane, ampak sodeč po videzu, žal, je to tako, kot vidite tukaj. No, pa si pogledajte še to mestovo ograjo, ki je mimogrede, ne da je neurejena, nevarna, in bi bilo prav, da se tega stanja loti tudi pristojna inšpekcija oziroma inšpektorji, ki tudi trdijo, da imajo prenizke plače in vpijejo pred vlado lopovi, sami pa svojega dela ne opravijo, kot bi morali. In lep pozdrav iz kako se reče? Seveda, reče se najlepšega mesta na svetu. Vendar, da zaključimo naš posnetek kot vselej, kot je treba, bomo zdaj pokazali tudi prihajajoči vlak, ki v najlepšem mestu na svetu po 3 urah, če ne 4, pripelje potnike iz Murske Sobote v slovensko prestolnico. No in tamle ga vidite, zdajle ga boste. A ste ga slišali že? Vidite, tako je to z tem našim prometom v urejeni državi in najlepše mesto na svetu. In lep pozdrav iz naj mesta.